pol stoletja neprekinjenega delovanja, se pravi pol stoletja ohranjanja ljudske dediščine, plesov, pesmi, glasbe, inštrumentov. Folklorna skupina Emona je bila ustanovljena v Domu Svobode v Šiški, zato se je imenovala na začetku skupina Svoboda. Bil pa jo je dr. Bruno Ravnikar, ki je potem pripravljal tudi vse koreografije, ki so bile in so dovolj pristne. Obenem pa je ohranil tudi ljudske inštrumente, ki so bili drugače pozabljeni. Tukaj smo prinesli nekaj inštrumentov, to so prstenke, to jih je tudi on sam izdeloval in tako rešil prepozabo. Prstenke so predvsem inštrumenti Štajerske in pa Bele krajine. Bojanski piščali, bisernica, to je belokranjska, gudalo, nekaj inštrumentov smo pač sabo prinesli. Včasih na začetku niso še uporabljali inštrumentov, ampak zvočila. Inštrumentov ni bilo, dokler ni bilo obrtnikov, ki so jih izdelovali. Takrat so bili, na primer, se igrali na glavnik, na list in tako naprej. Kasneje se je izdelovali dude, to je bil mehur. Mislim, da že v 16. stoletju, da se omenja dude, ki so potem pri nas izumrli na Hrvaškem, ki so še vedno ostale. Folklorna skupina, ki je bila torej ustanovljena Emona pred 50 leti, je z velikim entuziazmom, z veliko truda, z velikim navdušenjem do plesa, pa seveda tudi do druženja, že v naslednjem letu pripravljala 60 koncertov letno, po domovini, kasneje tudi po tujini, prej smo gledali fotografije, Emona je bila povsod po Evropi, Cipar, a potem pa tudi Afrika, Alžirija, Egipt, Severna Koreja, Kitajska, Japonska, skratka, cel svet. In povsod je bila priznana in lepo sprejeta, ker jaz mislim, da v Emoni je ena taka posebna energija, ki ni samo ples, veselje do plesa in ohranjanja ljudske dediščine, pač pa je tukaj tudi res tak velik entuziazem, veliko druženja. Veliko prijateljskih vezi se je stkalo v teh letih, ljudje se še vedno družijo in prijateljujejo, so povezani, mnogi tudi zakonsko, veliko parov je. Veliko je tazga druženja, naprimer, ko se to poroči, pride cela skupina iz špila, žal zdaj smo že v teh letih tudi na pogrebih, ja, ko se rodinov član se zapoje podopica, tvoji hčeri so... Ja, porodnišnica, ne? Pred porodnišnica se zapoje. Skratka, en velik moment je seveda to druženje. Pridobivamo tudi mlade člane, tako da zdaj imamo 90 članov, to so mlajši in starejši, in pa seveda dva orkestra, to se mi zdi zelo lepo, en je kontraški, to so bisernice, berde, bogarije, to so belokranjski plesi, predvsem drugi je pa narodni orkester. Mogoče bi sam še omenila, pa bo potem Darek Fabijan več razložil o plesih, kaj vse plešemo, kajti Slovenija ima zelo bogato kulturno nacionalno dediščino, veliko plesov z vseh koncev, ni ohranjeno tudi pristnost noš. Noše, to so bile pravzaprav oblačila, noše so glavno oblačila 19. stoletja, so se pa razlikovali ne samo po pokrajinah, pač pa tudi delovne noše in pa praznične noše, pa tudi glede na stan, kazali so pač tudi na nek družbeni in socialni položaj. Mogoče je vredno omeniti gorenjsko nošo, ker je postala nekak narodna noša, ne glede na to, da imamo celo vrsto nošo v Sloveniji, kot gorenjska, morda zato, ker so prvič gorenjski plesi najbolj poskočni, najbolj živahni, gorenjska noša pa najbolj bogata. To je praznična noša, ki je pravzaprav kazala na bogat status nekoga. Takrat so
bile spodne kitve, spodnega perila ni bilo in več je bilo spodnih tikel, bolj je bila bogata noša in gorenjska je bila bogata in kaže pač na dober socialni in materialni položaj nekoga. Drugače pa plesov veliko, iz cele Slovenije, bi mogoče sam še omenila Rezijo, ker je to morda najbolj prvobitni ples, ker je bilo manj, Rezija je pač zelo zaprta, ni bilo drugih vplivov, je pa ta ples meni zanimivo zato, ker pravzaprav nikdar ne pride do kontakta med plesalcem in med plesalcem, se nikdar ne primeta, medtem ko v nekaterih plesih je lušt ravno v tem, da se lahko plesalka in plesalec bolj približata. Zdaj, jaz bi to za zaključek povedala, predstavljala bi, jaz sem se pozabila predstavljati, nas tri, Dare Fabjan, mislim, da je po folklori 40-45 let, vse življenje, Dare Micin, moje ime pa Alenka Terlet. 23 let Dare predala. Prav, tudi jaz se lepo pozdravljam. Bi nadaljeval to, ker je Alenka že začela. Skupina je bila ustanovljena predvsem v smislu tega, da ohranjajo ruskega, slovenskega in ruskega izročila. In zato je tudi ena od prvih začela uvajati v folkloro tudi stare inštrumente, že omenila Alenka, ki so bili na tem področju, preden smo dobili predvsem iz Zahodne Evrope, harmonike, klarinete, violine in tako naprej. Včasih je bil za ritem gudalo, za glasno razpravljavo pa trstenke, razne piščali, tudi glavnik, tako naprej odvisno od pokrajine. In to je smo takrat kar uspešno uveljavljali v to slovenski prostor in tudi še danes, koristimo nekaj od tega v na našem koncertu v Cankarjevem domu. Z rastjo skupine se je tudi širil repertoar, začel se je normalno slovenskim programom, ker je tudi osnovni namen skupine prve koreografije je postavil dr. Bruno Ravnikar, ker pa smo takrat živeli v jugoslovanskem prostoru in čim smo zastopali Slovenijo v Jugoslaviji, v tujini smo mogli imeti program, imeti program tudi ostalih naših bivših narodov, republik v bivši Jugoslaviji, od Makedonije, Srbije, Hrvaške in tako naprej. Tako da ta program je bil tudi mogoče malo bolj atraktiven, predvsem za gostovanje v tujini. In prve koreografije so bili domače, kot Bruno Ravnikarja, potem, ko je skupina rasla, se pa tudi smo pridobivali razno znanje koreografe, vodja Vlada Zagreb, ne vem, postavil gospod Ivančan, ne vem, postavil Međimurje, Višinski, Skopja, Makedonija, tako naprej, tako da ta program se je širil. Počasi smo pa tudi pridobivali ostale koreografe na slovenskem področju, tako da mogoče smo ena skupina, ki ima v svojem bogatem repertoarju, jasno vsega stalno ne predvajamo, ker je tega preveč, plese in pesmi praktično vseh znanih slovenskih koreografov, dr. Movša, poznanih in tudi drugih. Tako da je pestrost našega programa je bila velika. Pokrivamo vse slovenske pokrajine, Alenka je začela z Gorenjsko, Rezijo, potem gremo dol na primorsko-goriški del, naprej po notranjski bloke, Beli krajini, več koreografij, bojanske, poljanske, kresovanje, potem dolenjske plese, potem gremo na Štajersko, ki se speli na več predelov, vzhodna, zahodna Štajerska, Prekmurje, Gorički, Razkrižje na meji s Hrvaško, potem gor na Koroško in mislim, da smo počas že zaokrožili čez cela Slovenija. Poleg tega pa do leta 1991 smo, kot sem rekel, predstavljali tudi plese ostalih narodov in narodnosti Jugoslavije. Zdaj pač to, da se predvsem v tujini zastopamo Slovenijo, predlačeno našo slovensko kulturo. Bomo pa na tem našem koncertu, ki bo nekaj retrospektiva dela 50 let, prikazali tudi nekaj najuspešnejših koreografij iz vseh tega obdobja in zato bomo vmes tudi koreografije, ki bojo ne samo slovenske. Ker pač to smo delali v teh letih in tako, da tudi
predstavitev. To je to. Z rastjo skupine se je tudi jasno povečal obseg dela organizacije. Danes je to že kar eno malo podjetje, če ti to 90 ljudi dela denar, organizira delo. Danes imamo dve skupine, zapravo redno, kot mi pravo mlado, pa veteransko. Obe skupine imate svoja orkestra, tako trgovaškega kot narodnega. Poleg tega imamo pa še na nekaterih šolah, osnovnih šolah po Ljubljani, tudi otroške skupine, ki jih vodijo naši člani. Da pa skupina lahko dobro deluje, kot je Lenka omenila, pomenil v najhujših časih tudi po 60-80 nastopov, pa še turneje je treba skupino živeti. To se, ker smo pač amateri, mora biti tudi nek motiv še drug, tako da se je v tem času razvilo res družabno življenje tudi na skupini, neka prijateljstva, ki so pripeljali tudi do porok. Drugače pa si ilustrovanje skupaj, gremo hriba, gremo smučat, 20 dni in tako naprej, življenje v skupini je bilo veselo in to ljudi pretegne, tako da katere, žal smo danes, ne sem starejši, nas ne spusti tudi v starejših letih nekaj, kot pravi enkrat folklorist, medij folklorist, oziroma folklornik, po novem terminologiji. Tako da v tem času smo prepotovali tudi praktično cel svet, se potem bo nekaj malo rako tudi predal besedo. Bili smo na vseh kontinentih, razen ne v Avstraliji. Evropo pa praktično po čestim podobnim smo prepotovali. To bi bilo za mene, mogoče bo pa Darko še kaj več v državnem življenju, pa v kakšnih vtisih iz turnej. Jaz bi omenil, smo že prej z nekaterimi, smo se malo pogovarjali, najbolj egzotično je, da Severna Koreja na obisku prikini Sungu, današnjemu takratnemu predsedniku, delsko današnjega predsednika. To je ena taka zanimivost, ki je veliko je malo do izkusil. Drugač pa posod je lepo, vsak pa izkušnja poti večji vtis kot druge. Darko pa še ti, kaj tvoje v našem življenju. Zdaj bi mogoče poudaril, da se v skupini razplete ena taka socialna družabna mreža in da zdaj v teh časih, ko so mladi na Facebookih in samo na internetu, je mogoče to en način, da se lahko mladi družijo. To jim predstavlja neko vrsto rekreacije, neko vrsto, se pravi, gojenja ljudskega izročila in seveda potem je to družabno življenje, ki je povezano s tem in pa seveda potovanje. Potovanja niso v smislu turizma, da se vidi tam ne vem kaj, ampak je treba tam nekaj narediti za to, predstaviti Slovenijo, za svojo kulturo, za petjem, za mogoče zgodovino Slovenije, kakorkoli. Tukaj pride do srečevanja z drugimi skupinami, z drugih držav in pa seveda ob tem, da smo organizator vedno povabi tudi v tistem okolju, da si seveda pogledamo tudi neke kulturne znamenitosti, zemljepisne, kakršne koli posebnosti, tako da tudi iz tega vidika je to tak način, da človek lahko spozna druge države, druge kraje, druge države. Seveda pa ob tem, ko se gre okrog, se tudi ob tem naredi kakšno procevanje, kdo je seveda prvič na turneji, se organizira procevanje sprejem, ob tem se kakšne krst, to se pravi tako imenovani krst. Tako da tukaj bi jaz recimo dal večji poudarek na tem, da se mogoče pritegne mladino, upozori mladino, da če se bojo začeli ukvarjati z folkloro, s plesom ali tisti, ki igrajo neke inštrumente, ali je to kitara, klarinet, flauta, harmonika, ima možnost se razvijati v tej smeri, možnost se ima družiti, možnost ima potvati. Jaz mislim, da je to ena taka nivo življenja, ki samo širi lahko, ki te obogati. In pravim, se da škod, košat, lahko, ki je vse v redu, fantje grejo, dekleta grejo, da se z gimnastiko ukvarjajo, da je tukaj vzroka. Mislim, da je pa folklora eno tako druženje, ki te pa vsekakor lahko obogati
imamo, se pravi, upisovanje, vrocovanje, ponavadi organiziramo v jeseni, ko se začne študijsko leto, tako da poskušamo takrat pridobiti nove člane, je pa tega seveda zdaj, če dalje manj, pred 15-20 leti je bilo tega več, zdaj se pa mladi težko odločajo, tako da bi jaz dal poudarek, da se poudari te prednosti, ki so s podržavnostjo ali potovanjem, čeprav seveda, da je to cenovni, ki greš tako kamar to naprej. Je tukaj vse na drug čar, ko greš ti skupino, nekaj naprej, ki vidiš nas. To je za ta del. Tukaj bi jaz mogoče bila res pred, mislim, nekaj vas je tudi, so že bili moji letniki, pred 40 leti ni bilo tako lahko, pa več je to tujino, kakor danes, to se mogoče še mladi niti ne predstavlja, takrat je bilo to res motiv, da iti po svet, prijeti folklori, pa na relativno lahek način potvrt, pa še v dobi druge zravne. Danes imajo otroci milijon možnosti, kaj početi, pa še, čas smo rekli, računalnik, zdaj ga niti ne rado, ker imajo telefon vse, ki jih okupira. Je malo manj, ampak še zmeni tiske pade, enkrat v to, pa ne glede je to paremonija proti ljudem, težko mislim, se loči od tega, razen če ga življenja ne reči drugem. Tudi z naših vrst, tako od naše skupine, kot od drugih, pravno po ljubljanskih skupinah, je šlo dost priznanih glasbenikov, umetnikov, kaj sem to nas, Sambo Šukaj je izbira iz Mone, potem torej te Petra, kaj so, Manuš, recimo, tudi članice, tudi nas ni tako vrati, pa če gremo v drugim skupinam, je en tak štartni položaj za nas, koga je lahko folkloren. Zdaj, da ne bomo preveč govorili, Sobota je koncert v Cankarevem domu. Sobota je v Cankarevem domu koncert, ki sem rekel, da je kot retrospektiva našega dela v teh 50 letih, nastopali tako, kot pravi umetniški vodja bojo sedanji, bivši in bodoči člani, s tem je mislil na otroke in nekaj veteranov, ki se mu priključili v tem koncertu. Je že razpredan? Ja, en mesec je že razpredan koncert, predstavljati prav bomo tebe naše najboljše koreografije. Kaj ne bi še rekel v samem koncertu, nekaj odpovedati, največ ga je vidimo videti, posnela ga od RTV Slovenija, tako slikovno, pa tudi za nekaj daje Radio Ljubljana. Mogoče omenimo, da je folklorna skupina Emona član mednarodne zveze CIO, kjer organizirajo, se pravi, festivale na evropskem ali pa svetovnem nivoju, tako da mi se tudi udeležujemo enkrat ali dvakrat letno, ker smo člani, se udeležujemo teh CIO festivalov, ki vzdržuje nivo, kvalitete. Zdaj pa še ta program, da ne bomo predolgi, program, ki bo obsegal, začeli bomo z bažaškimi plesi, nadaljevali bomo z goričkimi plesi, to je del Prekmurja, potem bojo otroci zapisali neki potine Rasteže, ki je tudi na iz Hrvaško gor, in Dolenjski Štajriš, potem pa Rasteže, pauza, v drugem delu bomo začeli z eno žensko Makedonije, centralne Makedonije, banatskim moškim radigravanjem, z plesi iz Međimurja in zaključek bojo pa predvsem pesmi, pa malo plesa tudi iz Havas. Mogoče še omenimo, smo pozabili, da ima folklorna skupina Emona svoj fundus nož, se pravi kostume, s katerimi plišemo, vzdržujemo, nabavljamo v vseh teh letih, ki so narejeni po replikah, recimo, tako da so dosti autentični in seveda to je treba vse vzdrževati, replikati, šivati, tudi to je en del. Fundus nož, ki se je začela v 50 letih, dopolnjuje, popravlja, obnavlja, pač iz vseh koncev pokrajin Slovenije, pa tudi še od juga. Ni bilo pa že dolgo nobenega projekta za noše, za instrumente, za čez druge, tako da potem se mi, za to obletnico smo se malo, ker je gospodarstvo večkrat bolj smo probali dobiti in smo dobili tudi nekaj sponzorjev, ki bojo tudi predstavljali iskrenih letih, kaj pa na naši spletni strani. Je pa huda borba za denar,
Ampak veliko gre tudi iz naših žepov še potem, delujemo tako, ampak to pa smo se dogovorili že pred leti, ker bo še moče dalje več v Jugoslaviji, da pri nas nihče ni plačan. Vodi vaj, vodi orkestrov, korepetitorji, vsi delamo na poslovni basi. In tega se držimo in nam ni žal, da se tega držimo, ker če bi to hitro stvari podrejali, potem se zelo pripravljajo. Zaenkrat nam to uspeva in mislim, da je to tako prav. Gostovanja po svetu včas smo šli, smo imeli društvo Dostraja, zdaj pa več ali manj za pot, ne se vse stavlja na teh festivalih, imaš organizator krije, ampak treba pa prideti, da je to v Italijo, ali pa v Argentino, ali pa v Kanado, ali pa ne kam, je pa treba prijetno. To pa pač malo naberemo, kje malo narja, drugač pa potegnemo iz žepov. Svojega žepa. Ja, ideja je, da bi se koncert ponovil še kje po Sloveniji. Najbrž čisto taki obliki ne, ker gleda na odru, nas bo skor 100, plus otrok, 136 ljudi, mislim, da je to skor nemogoče furati pot. Ampak da bi ga v podobni obliki, bilo blisko bi že bili dogovora v Novi Gorici, žal da bi naš član, ki je to pelal pred 10 dni umrl, bilo je tudi na odru, Leon Rok, doktor Leon Rok. Bomo pa se zdaj se pogovarjamo, da bi ta koncert ponavljal tudi druge v tej obliki. Drugač pa mi nastopamo tudi čez leto, predvsej po Sloveniji, kjer nas pač povabijo. Nekaj pa tudi, da zaslužimo prek za turiste, da s tem tudi malo obogatimo naš proračun, ki je tako je.